Lepo pozdravljeni. V Krškem se je pričelo Bohoričevo leto. Gre za celoletni projekt obeležitve 500. obletnice rojstva prvega slovničarja slovenskega jezika in protestantskega šolnika Adama Bohoriča. Na otvoritvenem dogodku, ki so ga pripravili v Kulturnem domu Krško, so predstavili tudi posebno spominsko znamko. V Krškem bodo z nizom dogodkov in različnimi aktivnostmi poskušali osvetliti pomen Bohoričevega deda in njegovo vlogo v slovenski kulturni zgodovini. Bohoričevo leto je sestavljeno iz niza strokovnih predavanj, ki jih bomo izvajali v Mestnem muzeju Krško, iz niza pogovornih večerov, ki se bodo izvajali v Kulturnem domu Krško. Ob tem pripravljajo niz literarnih večerov z vidnimi slovenskimi literarnimi ustvarjalci, ki jih pripravljajo v sodelovanju z Valvazorjevo knjižnico Krško. Jeseni izide strip avtorja Boštjana Gorenca Pižame, ki zaenkrat nosi delovni naslov Protestanti v stripu. Pri tem je aktivno vlogo odigral direktor zavoda Škratelc, Uroš Grilc in pa sodelavec Žiga Kump, ki sta nekako željo po vzoru Cankarja v stripu, ki je bil odmeven, želela, da tudi v našem prostoru, se pravi posebej za osnovnošolce in srednjošolce, ki jim je strip vse bolj bližja literarna zvrst, oblikujemo knjigo, ki bo inovativna, sodobna in na nekoliko drugačen način predstavila 500 let stare teme in avtore. Pobudo kulturnih ustanov za obeležitev 500-letnice rojstva Adama Bohoriča je podprla krška občina. Lahko rečem, da smo Slovenci mogoče malo preskromni in se teh ljudi, ki so veliko pomenili v naši zgodovini, nam tudi dali neke temelje slovenskega jezika in Slovencev nasplošno kot naroda, da se jih mogoče malo premalo spominjamo. Smo mogoče tudi malo premalo ponosni na njih. Zato se mi zdi pomembno, da je prišlo do te pobude, da bi letos obeležili to leto rojstva s primernimi dogodki in s primernim številom dogodkov in proti koncu leta tudi z osrednjo akademijo tudi proslavili ta veliki praznik oziroma veliki dogodek. Na otvoritvenem dogodku je potekala tudi slovesna predstavitev priložnostne poštne znamke iz serije Znamenite osebnosti, posvečene Adamu Bohoriču. Znamko je predstavila Pošta Slovenije, o njenem simbolnem pomenu pa so spregovorili filatelisti. Za vsako znamko se mora od 2 leti prej začeti zbirati podatke in dati prošnjo na Pošto Slovenije. Pošta Slovenije pa v sestavi Pošte Slovenije in dodatnih članov tega izbornega tima izberejo najboljšo možnost in najboljšo letnico, da je pomembnosti v tistem letu. In med velikimi temi obletnicami je vsekakor tudi Bohorič svojo 500. obletnico rojstva. V Kulturnem domu Krško za program namenjajo okoli 30 000 evrov. Tu gre za tako sredstva občine Krško kot tudi naša lastna sredstva. Prav tako bodo tudi vsi sodelujoči partnerji z lastnimi viri ali pa iz svoje kvote sredstva namenili še sredstva. Tako da v tem trenutku težko rečem, kakšna bo končna številka, zagotovo pa višja od 30 000 evrov. Žal do podpore strani ministrstva ni prišlo, seveda pa leto še ni dokončano. Jaz sem prepričan, da se bodo enkrat uredile zadeve na nivoju države, se pravi vlade in tako naprej, da bomo tudi uspeli s tem, da nam bodo prisluhnili in dobili kakšen evro tudi za soorganizacijo teh proslav. Z Bohoričevim letom Kulturni dom Krško med drugim obeležuje tudi jubilejno 10. obletnico delovanja Mestnega muzeja Krško. Župani posavskih občin so se v petek sestali na izredni seji Sveta regije Posavje, na kateri so obravnavali osnutek strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050. Strinjajo se, da osnutek strategije ne prinaša nič dobrega za regijo. Posavski župani so vsi po vrsti kritični do predstavljenega osnutka strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050, ki so ga predstavili na Ministrstvu za okolje in prostor. Po omenjenem osnutku predlagajo 8 širših mestnih središč, v katerem ni posavskih mest. Med usmeritvami za urbani razvoj kraje umeščajo v središča 4 različnih ravni.
V središča prve ravni spadajo Ljubljana, Maribor in Koper, ter v središča druge ravni Celje, Kranj, Novo mesto, Ptuj, Nova Gorica, Murska Sobota, Slovenj Gradec in Velenje. Krško in Brežice sodita v središča tretje ravni, Sevnica je na četrti. Prostorska strategija prinaša ponovno siromašenje Posavja in pa občin. Mogoče samo dve stvari, ki jih prav da izpostavim. V raven tretja raven mest več ne omogoča splošnih bolnišnic, ampak samo še specializirani, kar pomeni seveda, da bo vsaj en del oddelkov v brežiški bolnišnici se ukinilo. Po novi strategiji vnaša nižji nivo urbanizacije podeželja in pa seveda ne predvideva tudi razvoja, predvsem kar se tiče letališča, Feniksa in pa ostale stvari. Niso prepoznali, naprimer, če omenim samo, če govorimo o energetski regiji, da niso prepoznali jedrske elektrarne, niti njenega razvoja. Seveda pa tudi kot mesta ne moramo biti zadovoljni, kajti uvrščenost v mesta tretje kategorije, čeprav izpolnjujemo pravzaprav pogoje za uvrstitev v drugo kategorijo, nekako lahko iz teh velikosti mest in obstoječe sheme razpoznaš, da se pravzaprav tukaj skriva podoba organizacije regij po mestnih občinah in nekako mestnih, torej naše velikosti, torej ne samo občine Krško, pa tudi Brežic in Sevnice, ne prepoznajo kot neke razvijajoče se entitete, kjer imamo pravzaprav že izpolnjene vse pogoje, da bi lahko bili v višji kategoriji. Kar dolgoročno pomeni zastoj v razvoju, še dodaja Stanko. Ne nazadnje treba vedeti, da celotno Posavje predstavlja večjo entiteto, večje področje in regijo, kot je pa celotna Koroška, tako da naši izpokrivici zanemarjajo tukaj noter in na nek način tudi dolgoročno odrejajo, da ne bo nekega razvoja. Veliko pripomb na osnutek strategije prostorskega razvoja imajo tudi v Sevnici. Če se osredotočim samo na nekaj takih, to je prometna povezanost, državna cestna mreža, prometni razvoj v tistih območjih, ki smo nekoliko odmaknjeni od avtocestnega križa, je podcenjen, kajti kot industrijsko območje potrebujemo ta razvoj. Ocvirk izpostavlja tudi hidroelektrarne. Ravno tako pa je zaustavljena gradnja hidroelektrarn na Spodnji Savi. Mi smo na tej meji in smo zelo zainteresirani tudi za ta razvoj v smeri Posavje navzgor in izostaja. Sevniški župan ocenjuje, da je osnutek prostorske strategije protiutež pokrajinski zakonodaji. Cilj pokrajinske zakonodaje je sorazmeren razvoj vseh območij v državi. Ta strategija pa nekako centralizira in formalizira centralističen razvoj, ki temelji predvsem na enem ali pa nekaj centrov v Sloveniji. Dogovorili smo se, da bomo vse občine pripravile predloge in probali se to nekako še enkrat na seji regije uskladiti in potem poskušati proti državi, če bomo kaj dosegli. Vidimo, da smo nekako odrinjeni iz tega prostora. Vsi ti večji projekti, ki naj bi v Posavju bili, so izključeni. Potem mi kot podeželska občina seveda se tudi borimo za podeželje, tudi vidimo, da ni nekega napredka, da gre se nazaj, da hoče ukinjati to, kar je že do zdaj narejenega. Seveda, pridružil sem vsem županom, da bomo kot regija močni, enotni, če bomo kje kaj lahko premaknili. Javna razprava o osnutku dokumenta in o pripadajočemu okoljskemu poročilu bo sicer v Sloveniji potekala do 15. marca. Uprava družbe Krka je predstavila predhodno nerevidirano oceno poslovanja skupine in družbe za leto 2019. Skupina Krka je lani ustvarila 1,5 milijarde evrov prihodkov, kar je za 12% več kot v letu 2018. Čistega dobička je bilo za kar 39% več, znašal je dobrih 242 milijonov evrov. Na novinarski konferenci pa so se odzvali tudi na obtožbe medijev o podkupovanju zdravnikov strani zaposlenih v Krkini romunski hčerinski družbi. Skupina Krka je lani zabeležila največjo prodajo v svoji zgodovini. Mi smo povečali prodajo za 12% in realizirali skoraj 1,5 milijarde evrov prodaje blaga in storitev. Konkreten znesek prodaje blaga in storitev je 1,489 milijonov evrov. Največja regija po prodaji je bila Vzhodna Evropa s 481,2 milijona evrov in 32,3% deležem. To so države bivše Sovjetske zveze, brez baltiških držav. Mi smo v Vzhodni Evropi
kjer imamo skoraj 1/3 prodaje, povečali prodajo za 17%. In tukaj moram povedati, da imamo dve ključni tržišči. In to je trg Ruske federacije, kjer se je prodaja povečala za 13% in je znašala 310,5 milijona evrov. To je zgodovinsko gledano najvišja prodaja Krke v Ruski federaciji. Visoke stopnje prodajne rasti so beležili tudi na večini ostalih trgov v omenjeni regiji. Sledil je trg Srednje Evrope, kjer so glede na leto 2018 dosegli 7% rast. V Sloveniji so dosegli 92,4 milijona evrov prodaje, kar predstavlja 6,2% delež prodaje skupine Krka. Rast je bila 4%. Na novinarski konferenci pa so se odzvali tudi na obtožbe medijev o podkupovanju zdravnikov strani zaposlenih v Krkini romunski odvisni družbi. Izvedli so notranjo preiskavo, ko so ustanovili posebno skupino 8 strokovnjakov, ki je preverila delovanje omenjene družbe. Tiste obtožbe, hude, ki so bile izrečene v medijih se strani predvsem romunskih medijev, to se pravi o domnevni korupciji, niso utemeljene. To je ugotovila ta komisija in o tem poročala uprava pa nadzornemu svetu Krke na včerajšnji seji. Seveda pa ni možno povsem izključiti, da bi v preteklosti kakšen posameznik v odvisni družbi kršil interna pravila ter pogodbene obveznosti iz delovnega razmerja. To ne moreš nikoli 100% zagotoviti, če zaposluješ skoraj 200 sodelavk in sodelavcev. V družbi Krka Romanija so izvedli dodatne ukrepe, tudi kadrovske. Moram tudi povedati, da smo se mi pred 2 dnevi zahvalili dosedanji torej direktorici Krke Romanija za njeno delo in smo imenovali dosedanjega prokurista za direktorja odvisne družbe Krka Romanija. Nekdanja direktorica sicer ostaja zaposlena v družbi. Ocenjena vrednost naložb v skupini Krka v letu 2019 je 113 milijonov evrov, od tega 93 milijonov v obvladujoči družbi. Za letos načrtujejo naložbe v višini 134 milijonov evrov. Največja naložba, ki se odpira, kolikor bomo dobili seveda soglasje, pa je v Krškem. V Krškem imamo mi kar lepo kvadraturo, več kot 17 hektarjev, samo delno je zasedena, tam gradimo zdaj še neko dodatno skladišče in na tisti lokaciji, ki je strateška lokacija za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin, nameravamo postaviti proizvodno in kontrolno analitski center za proizvodnjo surovin. Krka za letos načrtuje povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, skupaj za 3%. Število vseh redno zaposlenih pa naj bi konec leta preseglo 12.300. V nadaljevanju sledi nekaj kratkih vesti. Na slovesnem odprtju 31. sejma Alpe Adria so organizatorji gospodarsko razstavišče že 10. podelili Jakoba, sejemsko nagrado za kakovost in odličnost v turizmu. Med številnimi prispelimi prijavami je strokovna komisija tokratno jubilejno 10. nagrado Jakob na temo inovativnih pristopov na gradovih in dvorcih podelila projektu Gradovi Posavja. V četrtek 30. januarja je v konferenčni dvorani Komunale Sevnica potekala slavnostna podelitev certifikatov kakovosti kolektivne blagovne znamke občine Sevnica. Certifikate kakovosti je izbranim ponudnikom podelil župan Srečko Ocvirk skupaj z doktorico Tanjo Lešnik-Štuhec, ki kot soavtorica strategije za razvoj turizma v občini Sevnica aktivno sodeluje tudi pri izvajanju ukrepov za doseganje ciljev, ki so opredeljeni v strategiji. Na ploščadi pred zdravstvenim domom Brežice so namenu predali novo reševalno vozilo. Nakup vozila v vrednosti skoraj 214 tisoč evrov sta financirala občina Brežice ter Ministrstvo za zdravje, in sicer je ministrstvo prispevalo 23% vrednosti oziroma 50 tisoč evrov, občina pa 164 tisoč evrov oziroma 77%. Člani sevniškega občinskega sveta so se sestali na redni seji. Osrednja točka dnevnega reda je bil predlog strateškega načrta Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica za naslednje 4-letno obdobje.
Predlog strateškega načrta zavoda KŠTM Sevnica je članom sveta predstavila direktorica Mojca Pernovšek. Izpostavila je vidnejše projekte in aktivnosti preteklega obdobja, nato pa predstavila strategijo razvoja za posamezno področje, torej za kulturo, šport, turizem in za mladinske dejavnosti. Mi vsako leto delamo tudi finančni in programski načrt, ki predvsem temelji na razpoložljivih virih. Jasno, ni naš vir financiranja samo občina in pa tisto, kar dobimo iz naslova oblikovanja nekih produktov, obiski leteh. Tudi veliko je odvisno od tega, kako uspešni smo na raznih razpisih, da lahko delamo zgodbe, kot je na primer tematska pot Gostje kultura, ki je zadnji produkt iz enega izmed razpisov, na katerega smo se prijavili. Temeljijo pa predvsem na nadaljevanju rednih programov, ki so jih v preteklosti že izvajali. Nekaj med njimi bomo tudi prenovili, če samo izpostavim grad razstave, so že zrele za neko preoblikovanje. Sevniško kuhinjo bomo malo preoblikovali, festival Modre Frankinje v letošnjem letu beleži 10. obletnico, želimo, da postane še bolj mednarodno prepoznaven. Prav tako se z mladimi povezujemo na področju izvedbe koncertov, da bi naredili dvodnevno dogajanje. Na turizmu je veliko priložnosti, seveda je pa tam tudi najlažje dobiti neka evropska sredstva, oblikovanje nekih zgodb, prepoznavanje ciljnih skupin, ki nas obiskujejo, veliko promocijskih dogodkov si obetamo tudi iz tega naslova. Ob tem morajo spremljati nacionalne smernice, ki so podane za 4 področja dela, saj navsezadnje pokrivajo kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti. Upoštevati moram, kot že omenjeno, ta letni načrt, resurse, ki so na razpolago, predvsem pa tudi to, da upravljamo z določenimi objekti, kateri moramo dati vsebino, svežino, tudi upravljanje objektov je nujno potrebno upoštevati pri tem strateškem načrtu njihovo nadgradnjo, potrebujemo tudi kakšne dodatne prostore. Za letošnje leto načrtujejo ponovno odprtje grajske kavarne. Glede na vse pogovore, ki smo jih zdaj imeli, izgleda, da nam bo to končno uspelo. Iskali smo poslovnega partnerja, ki bi nekako prevzel to ponudbo na gradu, vključujoč z vilo. Tudi pri porokah, že v preteklosti je bilo to dobra izkušnja, da je zraven sodeloval, tako da nosi nadejamo, da mogoče čez poletne čase pride do kakšnih teh pismenih dogovorov in izvedbenih, tako da se bojo ponovno vse te vsebine lahko mogoče v malo širši obliki zopet predstavljale, ne samo v tej okrnjeni obliki, kot smo zdaj, brez najemnika kavarne in brez te možnosti partnerskega odnosa za trženje vile bili. Javni zavod KŠTM je pripravil strateški načrt, v katerem opredeljuje tiste naloge oziroma izzive, načrtuje svoje naloge za prihodnje 4-letno obdobje v skladu z zakonom, v skladu s svojim poslanstvom, tako da nekako izpolnjuje družbene potrebe z področja kulture, športa, turizma, mladine kot delno izvajalec programov, še v večji meri pa kot upravljavec objektov, skrbnik opreme in načrtovalec aktivnosti. S temi svojimi aktivnostmi bistveno vpliva na kvaliteto življenja v okolju in nekako zagotavlja stabilno obratovanje javnih objektov v občini Sevnica. Občinski svet je strateški načrt podprl. V zavodu KŠTM Sevnica je sicer trenutno 15 zaposlenih, njegov letni proračun pa se giba med 700 tisoč in 900 tisoč evri. Župani posavskih občin so na tradicionalnem ponovoletnem srečanju z novinarji predstavili najvidnejše projekte v minulem letu in spregovorili o nekaterih večjih naložbah, ki jih načrtujejo v letošnjem letu. Župan občine Krško je med drugim spregovoril o načrtih v zvezi z vrtcem Senovo. Preteklo leto župan občine Krško ocenjuje kot uspešno, saj so leto zaznamovali številni projekti in naložbe, med katerimi je gotovo največja zaključek gradnje krške obvoznice. Tudi leto 2020 bo predvsem investicijsko naravnano, saj je v proračunu za naložbe načrtovanih nekaj več kot 17 milijonov evrov. Naj bi se vrtele, eno je na področju komunalne infrastrukture, potem na področju cestnega programa. Tukaj je kar precej denarja predvidenega, seveda pa glavna investicija je vrtec Senovo in pa knjižnica Krško. Te dve investicije pomenita kar velik zalogaj za naš proračun. To je glavnina ali pa skelet teh investicij. Seveda pa je veliko tudi manjših, predvsem na področju urejanja ulic, potem različnih projektov, ki jih bomo tudi, se pravi dokumentacije, ki moramo pripraviti,
tako da bo leto kar precej intenzivno. Ena od večjih investicij v letošnjem letu bo, kot že omenjeno, vrtec na Senovem. Vremenske razmere so take, da bo začetek projekta v mesecu marcu, predvideni konec del pa je nekje 31.12. oziroma 31. januar leta 2021 uradno, neuradno pa računam, da bomo nekoliko prej. Kmalu pa bo zaključen in v uporabo predan večnamenski dom na Zdolah, v katerem bo prostore imel tudi vrtec. Trenutno potekajo zaključna dela. Da, Zdole naj bi se dokončale nekje v sredini meseca februarja. S tem objektom bomo pridobili 2 nova oddelka vrtca oziroma drugače. Obstoječa oddelka vrtca so preselila v nove prostore, ki bodo bolj primerni. Sicer pa bo ta objekt tudi večnamenski, se pravi tudi nekaj stanovanj pridobimo, potem večnamensko dvorano in pa prostor za župnijo Krško oziroma Videm. V letošnjem letu bodo prav tako zaključili z naložbo izgradnje prizidka z 2 učilnicama in knjižnico ter preureditvijo kuhinje na osnovni šoli Koprivnica. Marca letos bo ponovno stekel postopek za participativni proračun za projektne predloge, ki bodo izvedeni v letu 2021. Tudi v letošnjem letu nadaljujemo s projektom participativnega proračuna, tako kot je bilo lansko leto, da najprej dajemo pobude, zbiramo pobude za predloge, potem se te pobude obdelajo in jih potem občani tudi izglasujejo, tako da še zmeraj imamo predvidenih približno 140.000 evrov za izvedbo na 7 področjih v občini Krško. Se pravi, ni točno po krajevnih skupnostih, ampak je približno po številu prebivalcev združeno skupaj. Občani bodo lahko od 15. marca do 15. aprila podali projektne predloge, ki bodo morali ustrezati kriterijem. Nato jih bo pregledala zato imenovana komisija, junija bo potekalo glasovanje, izglasovane projekte pa bo občinska uprava izvedla v letu 2021. Poglejmo še v Radeče. Načrte za letošnje leto je predstavil tamkajšnji župan Tomaž Režun. V občini Radeče se po zatišju v preteklih letih znova pospešeno ukvarjajo s pridobivanjem evropskih sredstev za sofinanciranje večjih projektov, ki jih občina sama ne bi mogla izvesti. Investicije sem vesel, da se evropski projekti oziroma ti razpisi so se le začeli v lanskem letu, letošnje leto se nadaljuje, tako da naš največji projekt v polni fazi projektiranja, kar se tiče kanalizacije, praktično pol Radeč bomo prekopali v letošnjem in naslednjem letu. Se pravi čistilna naprava, dograditev obstoječega kanalizacijskega sistema, en tak luškan projekt, kar se tiče kolesarskih poti, vrhovo, Hotemaš, verjamem, da bomo skupaj s Savskimi elektrarnami projektirani praktično pri koncu začeli z izvajanjem, da dobimo to lepo povezavo. Z evropskim projektom se je v letu 2019 uspešno spopadel tudi Radeški zdravstveni dom, ki je v okviru projekta Center za starejše Dobra energija v sodelovanju z občino odprl center za starejše, starejšim občanom pa ponudil tudi brezplačne prevoze po območju občine. Zdravstveni dom Radeče ima velike načrte tudi v letošnjem letu, saj se jim obeta ureditev širše okolice zdravstvenega doma, pri kateri bo prav tako sodelovala občina Radeče. Ureditev tako parkirišč, platoja proti banki in ta del, velik projekt, cirka 300.000 evrov skupaj z zdravstvenim domom. V načrtu je prav tako obnova nekaterih cest, še dodaja Režun. Sam proračun je velik 5,3 milijone evrov, je pa res, da tukaj moram povedati, da glede na to, ko bojo prišle še te evropska sredstva, pa ne štejem državni projekt ceste Radeče-Zidanimo, s kateri je sam ta projekt vreden cirka 7 milijonov evrov, potem bojo ta številke kar nekaj višje, nekje 25-30% pa bo šlo za investicije. Sledi pregled športa. Podžupanja občine Krško Ana Somra, ki je s sodelavci na Senovem gostila predstavnike verskih skupnosti, ki delujejo v občini Krško.
Senovski župnik Janez Turine, ki jih je uvodoma pozdravil v cerkvi svetega Kristusa odrešenika Senovo, podžupanja pa je gostom predstavila delo in naložbe občine Krško v letu 2019 ter načrte za letošnje leto. Občina Krško ob začetku leta že tradicionalno pripravlja srečanje s predstavniki verskih skupnosti. To je namreč čas za pregled dela v preteklem letu in pogovor o načrtih za naprej. Če se že čez leto ne srečamo, mogoče tudi vidimo, kako delujejo, kako živijo, seveda velik del tudi naših občanov, ki se povezujejo v različnih verskih skupnosti v naši občini. Na področju kulturne dediščine je po njenih besedah občina Krško v lanskem letu za obnove preko razpisa namenila dobrih 40 000 evrov. Večinoma za obnovo objektov sakralne dediščine, in sicer za konzervatorsko-restavratorske posege v cerkvi svetega Lovrenca na Gori, za konzervatorsko-restavratorska dela na oltarni sliki svetega Frančiška Ksaverja v cerkvi svetega Petra v Brestanici, za konzervatorsko-restavratorsko obnovo prostostoječih kipov v cerkvi svetega Križa v Podbočju, za konzervatorsko-restavratorsko obnovo stranskega oltarja Marije Lurške v cerkvi svetega Duha na Velikem Trnu ter za obnovo strehe na župnijski cerkvi Kristusa odrešenika na Senovem, kjer so se tokrat predstavniki verskih skupnosti srečali s krško podžupanjo. Občini Krško in tudi vsem ostalim dobrotnikom se zahvaljujem kot župnik v imenu župljanov, da smo uspeli v lanskem letu realizirati in obnoviti streho tega svetišča. Tako da letos nas pa čaka, da bomo tudi jo malo bolj prebelili, da bo tako sveža, kot je bila pred 45 leti na zunaj. Za obnovo objektov kulturne dediščine, kamor sodijo tudi sakralni objekti, občina Krško tudi letos preko razpisa namenja finančna sredstva. V letošnjem je bil že razpis narejen. V letošnjem letu mislim, da so tako Leskovec, Krško, potem Brestanica, Podbočje, to so Raka, to se pravi, župniki vejo, kaj bojo postorili, se dogovorimo oziroma se na razpis javijo in potem kvota sredstev, ki ostaja na istem nivoju, kot je bila prejšnja leta, potem tudi razdelimo. Tončkov dom na Lisci je za obiskovalce od 1. februarja zaprt. V času izvajanja obnovitvenih del bo občina Sevnica izvedla javni poziv za oddajo ponudb za najem Tončkovega doma, ki bo vnovič odprl svoja vrata predvidoma v mesecu maju. Po odpovedi najemne pogodbe dolgoletnega najemnika in oskrbnika Tončkovega doma na Lisci bodo najprej stekla obnovitvena dela, ki bodo predvidoma trajale 3 mesece. Je pa že bil objavljen razpis za novega najemnika, kajti cilj je, da v tem prehodnem obdobju stečejo vsi postopki in da s prvim dnem možnosti že prične z delom novi najemnik. Pogoji razpisa so podobni, kot so bili dosedanji pogoji poslovanja. Najemnina ostaja enaka. Pogoj za odprtje gostinskega lokala je najmanj 5 dni v tednu, predvsem obvezno odprtje v petek, soboto in nedeljo, skrb za programe, skrb za dobrobit okolja, športnikov, rekreativcev, planincev in ostalih gostov na Lisci. Verjamem, da je to tako atraktivna točka, da bodo zainteresirani zagotovo prišli na to točko. V času obnove Tončkovega doma bo za gostinsko ponudbo skrbela kuhna na kolesih, gostinstvo Jože Grajželj, ki bo odprta v petkih, sobotah in nedeljah. Za konec poglejmo še na splet. To je pregled najbolj branih novic minulega tedna na portalu eposavje.com. Spoštovani gledalci in gledalke, hvala za pozornost in vabljeni k ogledu Posavskega tednika tudi prihodnji torek. Nasvidenje.